prisoten, dragi poslušalec, Božji mir in njegov blagoslov se naj dotakne vsakega vašega življenja. Poslednji sveti so mimo, so za nome, zdaj, ko vsakodnevno uživamo v tom, ko nam je naš rešenik Jezus spravil, ko nam je izbojeval te na tiste prve blize. Ja, v času po Jezuškem stajenju je bil zanimive in pa tudi razborljive. Učence so v tistem obdobju doživljali različna presenečenja. Ja, različna presenečenja. Jezus se jim je na različne načine in na različnih lokacijah prikazoval, kaj bi učenci končno zarazumeli, končno doumeli, ko se je resnično zgodilo. Zadnjič sem govoril od tistega primera, od tistega dogodka, da so žene, štere so šle k grobi, imele problem, imele so težavo, imele so na voljo, kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob. Torej, v tistoj situaciji je za njih bil Jezus mrtev. In od njega one ne mrejo pričakovati in ne mrejo imeti niti nikše koriste. In dragi moje, to je istina. Od mrtvega Boga ali pa tudi od človeka, leko imamo kakšno korist? Ne. Od mrtvega človeka ali pa Boga ne ga nikše koristi. Ali Jezus je živ, haleluja, in dragi moji, to spremeni vse. To spremeni vse. Te pitanje, kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob, ne ima več tiste teže. To sploh ne bilo potrebno, kad so to pitanje tiste žene sebe postavljale za volo toga, kako na tom več ne bilo, za volo toga, kaj je z Božjim posegom. Zavedajmo se toga, dragi moji, kaj je z Božjim posegom tiste kamen bil odstranjene. In tudi v naših življenjih, tudi v mojem in tvojem življenju se dogaja, kaj Bog odstranjuje kamne, kaj Bog odstranjuje prepreke, štere nas ovirajo na poti, da sledimo njega. On odstranjuje te ovire. Dragi moji, mi živimo v čase povstajenje. Povstajenje v čase, da je bila smrt premagana. Aleluja. In je, ne samo, kaj je smrt premagana bila in je omogočeno večno življenje čista vsakome. Vsakome, štere vrže v Jezušovo delo odrešenja. Vsaki to tudi dosegne, štere to me vrže in se popolnoma zanaša na to Božjo istino. Ali te je za Jezušove učence situacija bila načeša. Vse je drugo bilo bolje, kot pa kad bi situacija bila enostavna. Ja, bili so priče vsega hudoga, ko je Jezus mogel skozdati, vsega trpljenja. Bili so priče križanja, smrti in tudi pogreba. Torej so bili soočeni smrtjo njihovega voditelja, njihovega učitelja. In to je bilo, dragi moji, dejstvo, kad so se najgli prijetno počutili. Nenji je bilo gli prijetno in vsake med njimi je svoj čas preživlo na svoj način. Preživlo je na svoj način, ali vseeno so bili nikak povezani med sjob, so se družili med sjob. In dragi moji, da se zgodi problem. Da se zgodi problem, ga je ležej prebroditi, če imaš nekakoga poleg sebe. Ali ti imaš koga poleg sebe v tvojej situaciji? Ali si ti poleg nekakoga, šter je v težave, šter je v probleme, šter je v nevole?
Znate, nemrej mimo dogodka, što je zapisane v Bibliji, da sta dva izmed Jezušovih učencov šlo iz Jeružalema in pa sta šlo v Emaus. To je bil dogodek, što nam dokazuje, ka učenci te so še ne so še razumeli, niti vyrvali vsega toga dogajanja, vsega, ko se je zgodilo. Ne so enostavno mogli dojeti, ko se pravzaprav dogaja. In evangelist Luka opisuje tej dogodek v malo dugšom odlomke, štero ga nemo celoga štele, pač pa poglednemo posamezne ključne točke za naše razumevanje naših situacij, štere se tu mi znajdemo. Torej, dva učenca, dva Jezušoveva sledilca sta šlo iz Jeružalema, gdje su se zgodile za njivaj tok tragične stvari. Ja, in na toj poti dosta njiva šlo, je med njima bila razprava. Med njima je bil razgovor. Luka 24. tav je to zapisano, Luka 24. tav in še 14. veršu še tok piše. Tok piše za nas. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. Torej, med njima je bil razgovor o vsem tom, ko se je zgodilo. In zaleko mi primerjamo tudi naše izkušnje, tudi naše doživetje, tudi naše doživljaje in pa leko primerjamo naše stvari in pa reakcijo teh dveh potnikov. Gnezden, malo odemo peške, jelte? Malo odemo peške, več se vozimo z avtojami in pa dostikrat smo na tej potaj brez sopotnikov. V avtoju sam se pelaš, sam sjav in nega drugoga poleg tebe. Ali da pa imaš sopotnika poleg sebe, od koj teče razgovor med tjav in tvojim sopotnikom. Odkoj navadno se pogočavaš s tistim poleg tebe? Jelte? Od aktualne stvari, od tistega, ko se je zgodilo, ko čuješ, ko se je zgodilo. In če se pripoznamo ali ne, to je, kar nas najbolj zanimajo aktualne dogodke, tiste trenutne situacije. To, ko so dnevne vesti. Ali gledajte, ko je meni zanimivo v toj situaciji, in leko to preverimo tu, leko to tudi vi preverite pri sebe, tu v aktualnih situacijah, tu v naših aktualnih razgovoraj, želej Jezus biti prisoten. Tu v tom želej biti prisoten. In dostikrat se zgodi, ka mi njega sploj ne prepoznamo. Ne zavedamo se, kaj je on prisoten. In tu teva dva potnika ideta, se pogovarjata in razpravljata po poti, pa sploj ne opazita, da se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Približal se njima je Jezus in pa hodil z njima. In v toj situaciji njima je Jezus postavil eno važno vprašanje. Eno važno vprašanje, štero je ključno tudi za mene in za tebe, tudi za nas. O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo. Dragi brat, draga sestra, dragi poslušalec, o kakšnih rečeh se pogovarjaš s tistim poleg tebe? O kakšnih rečeh teče vajni razgovor? Ko je tema tvojih razgovorov s tistim, kar je poleg tebe? Ko je vsebina? Od koj se pogovarjaš z svojim sopotnikom? In teva dva
moža, teva dva človeka, sta imela aktualne informacije od vsega, ko se je te dogajalo. Bar štite doma v Lukači 24. tale, vse to od 19. pa dole, vse do 24. veršoša. In še nekaj, ne samo, ko sta imela aktualne informacije, bila sta njiva prepričaneva sta bila, ka so njivajne informacije, ka toliko njiva znata, ka so njivajne informacije bile točne, in pa dvomila sta v druge informacije. In važno vprašanje za vsakoga med nami, kako sem že proval, o kakšnih rečeh se pogovarjamo med seboj. Ko so teme naših razgovorov. In teva dva moža sta imela vse informacije. In še nekaj, bila sta prepričaneva, ka so njivajne informacije najbolje točne. Ka se njivajnim informacijam najbolje splača zaupati. In pa še nekaj, dvomila sta v informacije drugih. Kakšne so tvoje informacije, štere davaš dole? So točne? So zanesljive? So resnične? Teva dva moža sta mislila, ka je vse točno, kak njiva gočita tome svojome sopotnike, ka je vse točno, ko davata naprej, ka je vse tok, kak se njiva predstavljata. In pa praveta, tok, če med vrsticami štejemo, pogledamo, praveta, ka so informacije drugih, so nepreverjene, ne so zanesljive, ne so tiste, štere bi trebalo upoštevati. Ale, dragi moji, na vse to ima Jezus eno pripombo, štero njima prave in prave tok, 25. veršu še, o nespametna in počasna v srcu za verovanje. Za verovanje vsega, kar so povedali preroki. Jezus njima najpravo, ka bi mogla njiva vrvati tistim ženam, niti njima najpravo, ka bi mogla vrvati ostalim učencom, štere so tu videli, ka je grob prazen. Jezus njima pravi nekaj drugo. Jezus njima spomina, ka je od njega, od Jezusa, o njegovom trpljenju, ka je to zapisano že pred dosta letami. Jezus pravi, ka je Bog po svojih služabnikaj vnaprej povedal, ko da se z Jezusom zgodilo. In tu pravzaprav Jezus teva dva učenca malo krega, malo upominja, malo njiva izpitava, zakaj ne vrđeta Božoj besedi. Zakaj ne vrđeta Božome sporočile? Dragi moji, to je veliki problem dnes v dnešnjem modernem svetu. Vse drugo ljudje vrđajo, mnogim stvarem nasedajo, ne vrđajo pa Boge in Božoj besedi. Ne vrđajo pa Boge in pa njegovoj besedi. In to je, dragi moji, največji problem dnešnjega časa. Za vse drugo je bo čas, bo odpretost za posluh Božoj besede, pa veliko vprašanje. Se ne posluša, ko pravi Božja beseda. O, nespametna in počasna v srcu za verovanje. Dosta teva dva učenca Jezus je razlagala in gučala, dosta njime prinašala vse te informacije, ko se je zgodilo v tisti dnevaj, tako če bi njima gučala to sporočilo, što da nam odvalo komen od naših negotovosti glede vsega toga dogajanja.
Što da nam vse to razjasno? Mi smo tako negotovi, mi ne moramo razločiti, ko je prav in pa ko ne. Mi vam misliva, kao mi vam imamo prav, ovi mislijo, kao ovi imajo prav. Što da nam odvalo komen od našega nerazumevanja glede vsega, ko se dogajalo. In dragi moji, teva dva učenca Jezus ne pusto v negotovosti. Ne njivaj pusto v njunom razgovore, v njivajnoj razprave, pač pa je v to situacijo posegno. In 27. veršoš tako piše, njima je začel z Mojzesom in vsemi proroki, ter jima razlagal, kar je napisano v njem v vseh pismih. Bog te v tvojom osebnom iskanju ne de razočaro. Bog te ne de pusto samoga v tvojih vprašanjih, da se poskrbo za odgovor. Bog da se poskrbo, ka boš osebno leko spoznal njega, razodel da se te, razjasno da te stvari, ka boš spoznal njega osebno. Razodel da se te, samo ostane blizu njega. Povej njime, to kak sta pravila teva dva učenca, ostane z nama, ostane z nama. Jezus, da se sigurno odzval tvojome iskrenome povabile in te ne de pusto samoga. In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Dragi moji, to je bil rezultat. To je bil rezultat njivajnoga poziva Jezuše. Ostane z nama. In Jezus je vstopil, ka bi ostano pri njiju, dragi poslušalec. Jezus želi vstopiti ta, koma je povabljen. Si ga ti že povabil? Je on že pri tebe? Po tistem, da je Jezus vstopil, da je vstopil ta, da je ti neznanec bil že v njivajnoj hiši, se je zgodilo še nekaj pomembnega. Še nekaj važnega. Učenca sta svoje življenje še itak imela tisto vprašanje, što da nam odvalo komen od naših negotovosti glede vsega toga dogajanja. In tom v tistoj hiši se je zgodilo to, ko je potrebno me vsakome človeke glede Jezuša. In 30. veršoš to piše. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. Aleluja. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala, dragi moji. To je ključni trenutek za vsakoga človeka. Ka se noj odprejo vsakome duhovne oči, ka spozna Jezuša. Za teva dva učenca je to spoznanje bilo tako veliko, ka sta ne mogla ostaneti tom vinej, tom daleč kraj od svoje. Ne sta mogla ostaneti tom, pač pa sta odišla nazaj k svojim. V njivajnoj gorečnosti ne bila daljava nikša ovira, ne bila noč nikša ovira, nika njivaj ne moglo zaustaviti. 33. veršoš tako pravi, še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane 11 in tiste, ki so bili za njime. Ja, dragi moje, v tej trenutkih za njivaj ne je bilo nikaj drugo pomembno, kot to, ka sta svojime. Kot to, ka sta vkuper z njime. Bilo je pomembno edino to, ka poneseta veselo sporočilo o gorstanjenom Jezuše tistim, šterime sta se bila blizu. Aleluja. Nikaj drugo za njivaj ne je bilo važno. Zavedala sta se, ka toga sporočila na mesto njivaj ne mre prenesti nišče druge. Edino njiva leko to včinita.
Zavedala sta se pomembnosti toga trenutka, pomembnosti toga, ko sta doživela in kakšno sporočilo imata v svojom življenju. In pa zavedala sta se toga, ko morata njiva včiniti v njuno življenje pod tistom, da so se njima odprle njivajne duhovne oči, je bilo eno veliko pričakovanje. Ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je razlagal, ko nama je po poti govoril in odpiral pisma. Dragi moji, to veliko pričevanje, ta gorečnost je povzročila, kad sta še tisto vero odišla nazaj v Jeruzalem in našla tiste, štiri so v istoj situaciji bili kot njiva. In dragi moji, splačalo se je. Splačalo se je za volo toga, ka v 6. veršu še tok štejmo, tok piše za nas, za naše ohrabrilo. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam Jezus stopil med njih. Med njih je stopil in jim rekel, mir vam bode. Aleluja. Dragi moji, Jezus prinaša sigdar mir. On prinaša mir, zato ker on je knez mira. Dragi moji, tu v tom jutri, tu v toj situaciji, tu v tvojoj osebnoj situaciji želi Jezus vstopiti s svojim mirom. Želi vstopiti v tvoje življenje, kad te potolaže, kad te ohrabre, kad utiša tvoje vihere, kad odvali komen, štere te uvira na poti, kad ne bi mogel služiti njeme. In da boš računal z Jezusom, da tvoje srce gorelo za njega, da boš imel odprete svoje duhovne oči, te boš videl, te boš doživljal, kako se na nadnaraven način z Božjim posegom odpirale sigdar nove in nove poti za tebe. Odpirale da se nove poti za tebe, poštere boš leko služil Boge in služil ljudem kole sebe. Doživljal boš, kako Bog odstranjuje prepreke, komle, štere te ovirajo na tvojoj poti. Zakaj? Zakaj? Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj. Temveč je bil obojen. Aleluja. Jezus je živ. Dragi moji, in to spremeni vse. To, kako sta tistiva učenca po tom spoznanje bila odločeneva iti in povedati, je to važno tudi za mene in tebe. Dragi moji, Gospod naj blagoslovi in vodi vsakoga na njegovoj poti hodbe za Jezusom, na njegovoj poti hodbe z Jezusom in na njegovoj poti hodbe za Jezusa. To so 3 stvari. Hodite za Jezusom, hodite z Jezusom in hodite za Jezusa. To pomeni Jezusa neste komakoli inen. Gospod vas naj v tom blagoslovi in vodi. Amen. Amen. Gospod sveti, hvala je tebi za ete den. Hvala je tebi za tvojo drago svetu reč, štero se nam tu njavko vodilo za naše življenje. Hvala je tebi za vse, ko imamo tu zapisano. In prosim te, pomori mene, pomori nam, kamo razmili to, ko je tvoja vola za naše življenje. Gledaj, kako sta teba potnika gorela za tebe, do njima je bilo razodeto to, Gospod dragi, ko je istina, to tu mene
in nam pomore, kad govorimo za tebe. Kad imamo odprete svoje duhovne oči in kad smo pripravljeni k tome, kad se vest od tebe razšire, kad smo pripravljeni k tome dodati svoj delež. Jaz te prosim, Gospod, dragi, blagoslovi tu dnešni popoldnešni čas. Popoldnešni čas, da bomo šli in služili ljudem. Da služimo v tvojo moči, v moči tvojega svetega duha. In že zdaj blagoslavljam vsakoga, štere da prisoten. Gospod, dragi, ne samo nas šteremo služili, pač pa vsakoga, štere da se odzval povabili. Gospod, dragi, te prosim, kad ti deluješ po tvojom duhu. Gospod, dragi, in v tvojem svetom imenu, Jezus, blagoslavljam ti vsakoga, štere je v betegi, štere je v potrebe, štere je v navole, štere je v težave. Gospod, dragi, dotekne se vsakoga življenja. No, zaistino vsake čujte tvojo blizino in tvojo prisotnost, zato, kad ti si živi Bog. Štere si na križi mrov tu za naše zdravje. Gospod, dragi, hvala je tebe, kad smo mnogokrat že doživjeli in znov kamo tu doživljali, kako ti posegaš na nadnaravne načine tu v tej situaciji. Boj tebe slava, boj tebe čast, boj tebe večna hvala, Bog Oče, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Amen. Amen.